Nekaj se je odločil, da bo leto 2018 proglasil za Evropsko leto gradbenih inženirjev. Zakaj? Trije glavni cilji so, kakor vidite tle gor napisano. Prvič, poudariti vlogo gradbenih inženirjev, ki jo imajo pri zagotavljanju rasti življenjskega standarda širše v družbi. Potem drugič je dvigniti družben ugled gradbenega inženirja v vseh evropskih državah. In tretjič, poudariti ključno vlogo gradbenih inženirjev pri soočanju z izzivi, ki bo družba, bi rekel, se bo soočila z njimi v prihodnosti. Zdaj najprej na kratko, kaj pravzaprav je EKE. EKE je združenje, kakor vidite tukaj našteto, 23 rednih članic in 6 pridruženih članic iz vse Evrope. Jasno, da je opet tudi širši mednarodni prostor, kjer se deluje potem za svetovnimi združenji, pa posebej še za Ameriko, za American Society of Civil Engineers in tako naprej, z različnimi temi. Zdaj, aktivnosti v samem letu 2018, kaj pravzaprav ne bi bil to leto in kako ne bi potekalo. V bistvu gre za seznanitev širše javnosti s pobudo te razglasitve in da bi se na različnih lokalnih, bi rekel, po državah, dogodkih, podobnih kot je današnji tukaj, seznanilo širšo javnost z delovanjem gradbenikov. Zelo enostavno rečeno v bistvu. Ta informacija naj bi se širila v bistvu tudi preko javnih medijev, čim več preko javnih medijev, gre predvsem za informiranje širše javnosti, jasno, da tudi najprej sami med sabo, da se spoznamo, da rečemo, in potem tudi jasno, da se informira birokrate v Bruslju. Namreč beseda gradbenika se v Bruslju tudi toliko ne sliši, kot bi človek pričakoval. V sklopu tega leta bo omogočen tudi brezplačen dostop do 2 zanimivih knjig. Ena je Civil Engineering Heritage in Europe, druga je pa Footbridges Small is Beautiful, ki sta, bi rekel, res lepi publikaciji. Nekateri imate te knjige že, moram pa poudariti, da teh knjig ne bi bilo, če ne bi tukaj naš kolega Gorazd Humar, ne vem, ko ga poznate, ogromen energije vložil in je v redu in tudi prispeval, da ste v preteklosti ti 2 knjigi zagledali luč sveta. Zdaj, samo leto 2018 je začelo pred par dnevi, 2.12. na Cipru. To je bilo nek podoben dogodek, kot je ta današnji. So se odločili, da bo to začetek tega leta, ki se bo končalo v tednu 22. do 26. oktobra v Londonu. In sicer zaradi večjih sočasnih zaključkov, ki so zanimivi za širši tudi gradbeniški, bom rekel, svet. In sicer 200-letnico bojo praznovali Britanci Institution of Civil Engineers, potem je 50 VFEO-ja, Amerikanci in Kanačani se bodo pridružili in tudi EKE bo imel takrat, bi rekel, svoje 68. srečanje. Mogoče še tole, ne tele rdeče zastavce, ki so tukaj. To so bili dogodki, ki so bili najavljeni nekje enkrat sred poletja, zdaj je teh zastavc precej več. Oznaka, kje bodo vse, bi rekel, te predstavitve, podobne današnji tukaj, speljane. Zdaj, izhodišča za aktivnosti je predvsem, bi rekel, to, da od gradbenika, od gradbenega inženirja se zahteva, bi rekel, profesionalne zahteve so zelo visoke. Prvo, kar je inženirska odličnost. Inženirska odličnost, ki zahteva, bi rekel, in pogojuje, bi rekel, da razpolagam zelo široko paleto znanj. Drugo, kar je celovit pristop, ki se ga pridobi, jasno, z izobraževanjem, usposabljanjem
Pri tem pa bi rad poudaril to, da posebej iz širšega, tle, ker nas mogoče kot gradbenike malo manjka, širše področje tudi humanistike. Premalo poznamo družbene vede in ekonomije. Potem zelo pomembno je sodelovanje z neinženirji. Komunikacija, menedžment, vodenje, druge, bi rekel, veščine na projektih so zelo pomembne. Upoštevanje etičnih pravil po posameznih državah. Smo različni po Evropi, predvideno je in tudi bi rekel to širše delovanje, bi rekel tudi gibanje po Evropi in je treba se pač prilagoditi lokalnim situacijam. Tudi kdorkoli pride v Slovenijo, se mora temu prilagoditi našemu načinu dela in tudi življenja. Potem jasno, da upoštevanje lokalno veljavnih zakonov, učinkoviti postopki predvsem javnih naročil, ni samo pri nas ta problem, in stalni poklicni razvoj in vseživljenjsko izobraževanje, zaradi tega, ker jasno, da razvoj gre z eksponencialno funkcijo naprej. Mogoče mi bo, ne bo. Ja, zdaj za izzivi za prihodnost, ki vsega tega sledijo, so predvsem izhajajo iz okoljsko občutljivega sveta. Danes veliko bolj, kot je bil v preteklosti. V bodočnosti verjetno še toliko bolj. In izhajajo predvsem iz podnebnih sprememb, rasti prebivalstva in neustavljivim procesom urbanizacije. Potem hiter razvoj tehnoloških inovacij, razvoj novih materialov, ekspertnih sistemov, tehnologij, tudi gradbenih tehnologij. To zahteva vse, bi rekel, sprotno spremljanje učenja vsakega posameznika praktično celo življenje. Pri tem je pa zelo pomembna zgodovina graditeljstva. Je pomemben element evropske civilizacije in oblikuje sodobni svet in del naše kulturne dediščine. Je v bistvu osnova, iz katere bodo tudi mlajše generacije lahko črpale samozavest in iskale neke mogoče nove in inovativne rešitve. Zdaj pa dovolite, da vse to, kar sem rekel, v bistvu malo skušam ilustrirati z slikami, ki jih vsi poznamo pravzaprav. Ampak so važne, da si sami najprej pred sabo predstavimo prestižnost gradbeniškega poklica, pa tudi to, skozi to razmislimo, kakšna je dejansko vloga pri izboljševanju življenjskega standarda gradbenika. Z tega zornega kota, da pogledamo te slike. Tlele konkretno vidite nek tunel pod Temzo iz prve polovice 19. stoletja, že narejen. Še starejše zadeve, recimo akvadukt v Španiji iz drugo stoletje, rimski dosežek, še danes bi bil, bi rekel, ponos. Karlov most v Pragi, 14-15. stoletje. Na Madžarskem zelo pomembna zadeva, tudi danes bo veliko govora, smo tukaj na vodarskih dnevih, vodni stolp, se pravi preskrba prebivalstva z vodo. Ali pa transportne poti, inovativna rešitev na Škotskem pri premagovanju višinske razlike na kanalu z nekim specialnim dvigalom, ki dvigne celo ladjo iz spodnjega nivoja na zgornji nivo. Verjetno, da poznate. Tema mostov je posebna tema. To je, recimo konkretno je ta most na Peloponesu v Grčiji. Ta most poznate, ne? To je edina slika iz Slovenije, pravzaprav, ki je bila sprejeta od 6, ki smo jih poslali, namreč neka komisija je potem naredila izbor in je zdaj ta izbor se kaže po celi Evropi. Slovenska je tale prisotna. Promet. Delo v izredno zahtevnih urbanih okoljih. Železniško vozlišče sred Londona. To zgraditi, to bi rekel organizirati, pri čemer mora promet teči, to je stvar gradbenega inženirja. Premalo se tega zavedamo, premalo to poudarjamo. Ali pa recimo vertikalni gozd. Takšno sliko se znajo zelo dobro hvaliti, bom rekel, kolegi arhitekti. Vendar brez enega gradbenika, ki strokovno takšno zadevo obvladuje, tudi glede, bi rekel, hidroizolacije, če nič drugega,
ne bi bilo tega, ne. Stavbe tega tipa so po celi Evropi, bi rekel, tudi pri nas zelo pogoste. Steklo, jeklo, beton, tudi les se pojavlja. Brez dobrega poznavanja materialov strani gradbenika ni. Ali pa že spet pri transportu. Portugalska, otok Madeira, ni prostora za letališče, polovico v seku, polovico letališča v zraku. Vidite na pilotih. Tudi neka dosti inovativna rešitev. Gabčikovo, verjetno, da pozna ta krog, večnamenski projekt, obvladovanje vodnih sil, preskrba z vodo, transportne poti, druga pregrada na Portugalskem, ali pa recimo z področja energetike tudi plinski terminal na Poljskem. Tudi tlele brez gradbenikov ne gre praktično. Vetrovna farma, delti reke Temze, gradna sred vode, ne? Solarne elektrarne, športni objekti, Atatürk stadion v Istanbulu. Ali pa recimo ta izredno inovativna rešitev zaščite Beneške lagune pred visokim poplavnim valom, ki postaja čedalje nevarnejši tudi zaradi, bi rekel, klimatskih sprememb, ker se zapornice dvignejo iz dna morja in naredijo, bi rekel, zaporo pred višjo vodo, ne. Če dovolite še par zaključnih misel, ugotovitev, da je današnji družbi gradbenika da se gradbenika še vedno preveč enači z manuelnim delom, ni le slovenska posebnost, žal. Zaradi tega tudi to leto 2018. Rezultati njegovega dela kaže drugačno sliko, smo na hitro preleteli. Zdaj, poklic gradbenega inženirja predstavlja izredno širok spekter aktivnosti in sega praktično v vse pore življenja. Je tudi prvobiten poklic pravzaprav, poleg paralelno s pridobivanjem hrane. Govorimo lahko o umetnosti ustvarjanja, o realizaciji zamisli, ki same kot takšne ne bi mogle obstajati. Vsekakor pa pri današnjem nivoju tehnologije ne gre brez sodelovanja gradbenika z drugimi strokami, z arhitekti kot sestavnim delom graditeljstva, strojniki, električari ter drugimi, ki kvalitetno nadgrajujejo in vnašajo v zgradbe umetno inteligenco in celo gibljive elemente. Toliko, hvala za pozornost mogoče, še dve besedi, toliko, da apeliram, dajte mogoče, tako kot je danes ta zbor, pripravljeni odlični pravzaprav referati. Te ideje, te dosežke treba predstaviti širši javnosti, pa ne na takšen način, ki jih mi zdaj sami med sabo si predstavljamo, so preveč strokovne, ljudje tega ne razumejo. Treba je bolj poljudno napisati, povabiti novinarje mogoče na nek način izobraziti in doseči, mogoče celo malo rumeno obarvati, bom rekel, kakšno novico, tako da je respons, da bo, bi rekel, vidnost graditeljstva pol v tej družbi širša. Hvala lepa še enkrat.